Pozdravljene, drage besedoljubke in drugi. Dobrodošli znova v Besedi tedna. Padal je prvi sneg. Na mestnih trgih stojijo že prve smreke. Napovedujejo se že prve lučke. V velikih nakupovalnih središčih je že vsaka druga melodija božična. Naše denarnice so že decembrsko razrahljane. Ja, če tudi koledar kaže drugače, se moramo sprijazniti z dejstvom. Novembra je že konec. Začel se je zgodnji december. December, ki se začne prej in tudi konča pozneje od s koledarjem mu pripisanih 31 dni. Začel se je torej dlecember, naša nova beseda tedna. V Društvu za promocijo zimskih radosti se v sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije že nekaj časa zavzemajo za koledarski popravek. Po novem bi november trajal od dneva vseh svetih, 1. novembra, do Martinovega. Če smo iskreni, ta dva praznika sta tudi dejansko vse, kar od novembra pričakujemo. Vse, kar sledi po Martinovem, je že veseli december. In ta veseli december se z lahkoto raztegne tudi čez prvi teden januarja. In temu skupku veselih dni rečemo dlecember. V že omenjenem društvu se zavzemajo tudi za bolj pravično porazdelitev časovnih blokov med tremi dobrimi možmi. Izkušnje kažejo, da se zadnja leta znajo kar vsi trije pojaviti na istem javnem mestu, na isti večer in potem se lahko seveda pojavljajo tudi kakšne napetosti in tudi zmeda pri otrokih in starših otrok, ki so seveda glavni odjemalci njihovih uslug. Po novem bi se časovni blok, ki pripada Miklavžu, začel že 12. novembra, oziroma 13. ali 14. odvisno od tega, kako dobro je Miklavž prenesel Martinovo. Božiček bi nastopil takoj po Miklavževem sklepnem večeru 6. decembra in trajal do Božiča. Dedku Mrazu pa bi pripadal časovni blok od 26. decembra do 7. januarja, ki pa bi mu po novem rekli tudi 56. dan ali zadnji dan decembra, ki je bil naša tokratna beseda tedna.